Če poenostavim, ko si Sorenta prej zagledal, si rekel, lega, Sorento. Ko pogledaš Sorenta, pa zdaj pa rečeš, stari, lega, Sorento. Jo, čakaj. Malo predelaš stran, ne? Samo na tipko na telefonu stisnem. Ok, to je pa zdaj že boljš. Danes bomo govorili o eni Kii, in sicer ta nova Kia Sorento. In glih prele sem šel za nazaj gledat, ne? Jaz sem prejšnjo generacijo testiral že ful dolg časa nazaj, se mi zdi 2015, 2016, takrat, ki je tisti avto prišel. To je bila tretja generacija. In ne veš, kaj sem takrat napisal? In zdaj citiram, preporod velikega Korejca z evropsko dušo. In zdaj, če damo fast forward za koliko, 6-7 let na danes, more of the same. Kar je logično, Sorento je ostal to, ker je vedno bil velik športni terenc, ampak pri obliki bi skoraj upal reči, da so naredili revolucijo. Daj pogled recimo, kakšen je bil Sorento takrat, to se pravi 6-7 let nazaj. A vidiš to? Zdaj, a bom preveč strog, če uporabim besedo zadržan? A veš, kaj hočem reči? Ni recimo tako predrzen, kot je vedno velja za sportiča, ne? Ok, caj da skočimo ven na teren, pa pridemo pol nazaj. Prav, 3-4 zdaj. No, poglej, tole, to je pa nova četrta generacija in ta oblikoven odklon od tega, kar smo do zdaj poznali, predvsem zaradi ostrih horizontalnih linij, zelo očiten. Pa poglej to, tudi žarometi so razmeroma ozki, dnevne LED luči so zelo izrazite, pa logotip je zdaj drugačen, popolnoma nov, črke nič več ne omejuje tisti Kiin oval. Če poenostavim, ko si Sorenta prej zagledal, si rekel, lega, Sorento. Ko pogledaš Sorenta, pa zdaj pa rečeš, stari, lega, Sorento. Se veš, ko rečemo, in your face. Pa tudi bok je bistveno bolj dinamičen, malo zaradi dodatnih okrasnih elementov. Tukaj je en, poglej na ceste bričko, je ta drug, ta v kontrasmer obrnjena nekakšna plavut morskega psa. Pa tudi na zadku je ostrih linij dosti zapršut narezan, vključno z deljenimi zadnjimi lučmi, pa še en detalj, ki mi je precej všeč. Poglej, kako fino so skrili zadnji brisalc, sem spodaj pod spoiler. Dobra fora, Ja. Fake izpuhi. Vem, v resnici tam spodaj dva vpodno obrnjena. Čakaj, sta dva vpodno obrnjena? A ja, lažem. Eden je, vidiš? Kako lepo spucam ta avto od spodaj, Marička. Avto je praktično nov in se to tudi pozna. Sorento je iz prejšnje, iz tretje na to, ta četrto generacijo zrastel za kakšen centimeter. Bolj pomemben je podatek, da se je medosje podaljšalo za 3 cm pa pol. To seveda ugodno vpliva na prostor povsod po avtu, predvsem v drugi vrsti. Že prej je Sorento lahko bil 7-sedežnik, enako velja še zdaj. Tale recimo ni 7-sedežnik, ne? Ima 5 sedežev, ampak zato je pa v prtljažniku. Hotel sem ti reči, da je v prtljažniku ogromnega prostora tudi v dvojnem dnu, lej. Ti je pa tudi posebna vrsta kriminal, če se ti na peru pajčo nabera. Priznam, ne, 0-0 pri meni prej gre, zdaj ti pokažem, ne. Le, pri Kii pravi, da je tukaj noter placa za 800 litrov, to šteje, predvsem, če šteješ tudi ta prostor, tukaj spodaj, mislim, če te mika priključen hibrid, ne, tam je placa pol malo manj, ampak v vsakem primeru dovolj. Tudi prtljažnik je večji, kot je bil prej. Bolj pomemben se mi zdi podatek o tem, da če se ti odločiš za 7-sedežno izvedenko, preprosta familija, 2 otroka, pa treba sem pa kaj še dedka pa babico zapeljati, ko boš ti postavil sedeža po koncu, ti bo še vedno ostal za švoh 200 litrov prostora, to pa ni toliko malo. Kaj pa kokpit? A veš, Sorento je tak fin avto, a feeling je premium, visoka kakovost, dobra sestavljenost, predvsem pa, a je na ravni najboljših v segmentu. Ponekod ja, na nekaterih mestih v kabini so materiali res fini, sestavljenost je med najboljšimi, to zagotovo drži. Zdaj, a je res na ravni najboljših v tem segmentu? Vsem mislim, da ne, ker pa ne pomeni nujno kritike, zato ker vrh tega segmenta v kakovostnem smislu je zares visok postavljen. In če bi Kia hotela narediti tako fin avto, kot ga imajo najbolj premiumski tekmeci, je pol tudi, mislim, saj pridemo na koncu tudi do cene, ne, bi govorili o drugih številkah. A veš, to je to, ko moraš ti balans najdeti, kaj ponudiš, pa pol koliko za to zaračunaš. Poglej, kabina je zares zelo fina, dobro sestavljena, veliko je okrasnih elementov. Tukaj govorim o tem, kako so oblikovani zračniki, kakšne so kljuke. Krasna je tudi ambientalna osvetlitev, zdaj je preveč svetlobe, da bi ti jo pokazal, ampak tiste predel pred kljuko se tako fino svet po noč. Vse skupaj je zares dobro sestavljen. Pa tudi umestnik, ki ga v osnovi poznam že iz sodobnih Hyundajev, iz Santa Fea, pa iz Tucsona, je prijeten za upravljati, grafično sicer malo drugačen, ampak v osnovi pa praktično enak. Zelo veliko je piano plastike, predvsem tukaj na sredinskem grebenu, pa tudi tukaj okrog klime, celo na volanu, poglej. Pa na vratih tudi zelo
zelo okrog vmesnikov, vidiš tukaj na skrajni levi strani, ampak s čem je fora? Moraš paziti, ko čistiš, zato ker je ta pianoplastika zelo dovzetna za praske. Pa posrečeno se mi zdi, kam so namestili stikala za ogrevanje oziroma hlajenje sedežev. Vidiš, sem gor na sredinski greben, takole daš hlajenje, 3-stopenjsko pa gretje enako. Všeč so mi recimo zelo preročna držala za pijačo v drugi vrsti, senčnike imamo. Pa veš, kaj sem prvič sprobal v Kii, mimogrede, sedeži dobro izgledajo, ne, tudi zelo udobni so. Prvič sem sprobal ta sistem za kazanje mrtvega kota s pomočjo 2 kamer v špeglih. A veš, kadarkoli vklopiš žmigavc, ali levo ali desen, tista kamera se pol pod špeglom vklopi in ti kaže, kaj je v mrtvem kotu. Sicer ga je treba doplačati, ne vem, kakšna je cena tukaj, je pa pri Hyundaiu precej drag. Sem pa prvič ta sistem sprobal v dežju in moram reči, da je odvodnavanje pod desnim špeglom boljš izpeljano kot pod levim. Hočem reči, da desno sem videl sliko, levo pa ne. Vseeno pa ta sistem hvalim. Ne vem, če sem ga videl že kje drugje kot pri Hyundaiu pa Kii. Ne vem, a se motim? A gre do roke polagati? Sicer pa instrumenti so valjda digitalni, zasloni so veliki, avto te ves čas zasuva z informacijami, brez da bi bil zatežen, to je pomemben. V bistvu je v tem smislu med najboljšimi v segmentu. Zelo nenaporen je, pa kljub temu te ves čas nekaj obvešča. Cool. Ni pa neka huda novost, če ti rečem, da je Sorento tudi na varnostnem področju pač točno tam, kjer mora biti, in to je zelo visok. Pa tako kot Hyundai, recimo, je Sorento opremljen z daljinskim sistemom vodenja avtomobila v ozek parkirni prostor in seveda tudi iz njega. V tem trenutku držim tipko na ključu, pa se avto pomika naprej, ko spustim, se avto ustav in seveda tudi obratno, zdaj se bo pomaknil pa nazaj, recimo v en zelo ozek parkplac. Ni to edino avto, ki to ima, moraš pa seveda malo paziti. V trenutku, ko se preveč oddaljiš, se pa sistem samodejno izklop. Pa veš, kaj mi je še všeč pri ključu? Dati občutek visoke kakovosti, tudi zato, ker je uporabljen pravi aluminij, teža je ta prava, pa tudi plastika je kakovostna, odporna na praske. No, pa konec koncev je tudi zelo ergonomsko oblikovan, tukaj se ne moreš zmotiti. Točno veš in si v šusu zapomniš, kater gumb je za odklepati, kater pa za zaklepati. Mimogrede, verjetno še veš, da je Sorento lahko dvokolesno gnan ali pa tako kot testen avto, 4-kolesno gnan, oddaljen je 18 cm od tal, tako kot prejšnja generacija. In voznik lahko razpolaga z različnimi voznimi sistemi, v tem primeru imamo zdaj tle vozne programe Comfort, Eco, Sport pa Smart, sam prilagodiš, a pa če pritisneš, pol nastopijo pa terenske nastavitve, snow, mud, sand in tako naprej, vidiš? Če se še malo motorja lotimo, ta ostaja enak kot je bil, to se pravi 2,2 litrski dizelski 4-valjnik, s tem, da je bil to edini motor na voljo pri prejšnji generaciji, vsaj v Sloveniji. Zdaj imaš na voljo tudi hibrida, pa priključeno hibrida, ampak tiste dva črpata pa tisto osnovno moč iz, iz bencinarja, 1,6 litrski turbo bencinar se mi zdi, pa pol kolikor imaš stroma, seveda odvisno, imaš navadnega hibrida ali pa plug-ina. Menjalnik je dober, 8-stopenjska avtomatka, poraba, ne maram govoriti o porabi. To je najbolj češka stvar, o kateri mora avtomobilski novinar govoriti, ker je res odvisno od tebe in od tvojega vozniškega sloga, od tvojih vozniških navad, od tega, kje se voziš z avtomobilom. Lahko ti rečem, ne vem, med 7 in 8 litri, če sem ga pritisnil tudi veliko več, ker sem pa res pazil, pa tudi gladko pod 7. Ampak to je tako, imaš dizelskih 200 konjev, te konji pijejo, kolikor jim daš, to velja še danes za čisto vsak avto. Seveda na koncu ne moramo brez cene. Poglej, osnovni hibrid 1.6 benzinar, se mi zdi, da tam je 46, pa pol dobiš še na 5 evrov popusta, se mi zdi, tako piše na spletni strani, pa smo hitro na 40. Pa pol plug-in, to se pa na spomnim točem, po moje švoh 60, 57, 58, nekaj tazga, pa spet nek popust lahko fašaš, seveda odvisno, ali je gotovinski, ali pa, ne vem, to moraš sam malo preveriti. No, točen tale, to je pa top of the line oprema za dizel, torej oprema limited s panoramsko streho, s 4-kolesnim pogonom, pa smo tudi tam pa 58, pa spet pol dodaš oziroma odzamaš 4-5 jurjev, a se motim, Kia, imam prav? In to je to, kar se cen tiče, ne? Torej dražji, bliž 60, cenejši, 45 pa malo navzdol, vse tako kot ponavadi. Ok, da mi povedo, ti všeč ta kombo, da skačemo malo iz atmosferskega brloga, iz naše pisarne, malo na teren, da ustvarim še ne druge vrste dinamiko, predvsem pa, da tukaj malo zberem misli, pa kakšne stvari povem, ki se jih na terenu niti ne bi spomnil. Recimo, to je to folk, za danes. Pride še kaj, še veliko. Lepo se imejte. Ajde, čau.